sem in je bilo, vsako leto je bilo drugačno. Na novo. Ja, na novo. Samo je bilo lepo, zato ker smo bili lačni in smo čakali, kdaj bo tisti velik štand, velik bank tam pod hišo dopo lavoro, kdaj se bo odprl in kdaj bo založen, ne. Najbolj smo čakali kakšna piščula, no kakšna brškotka, mandolat. Zanimivo je bilo meni, ki so predeli tiste srčke, gorenjske ali kakšne rdeče z belim risana in na sredi je bila po domače špihelca, ogledalo. Tisto je bilo izmeraj kakšni bombone, palčke, tiste kot cigareti, taki dolgi svinčnik, v dveh barvah, rumene, ruse, bele in druge barve. Tisto in pihalce so bile, vrelce so predeli, vse, kar si te puhnil, ščenčko, dvoremo dolge lasi ali tako. Jaz nisem rabila, ker sem imela tako frizuro. In to reč, jaz sem čakal, najbolj sem čakal, da bo kakšen nunc od kje prišel in da mi bo kupil orlice. To so bila takrat znana orlica, ustna harmonika, Bravi Alpini. To je bilo za mene, kot da bi danes kupil manje harmoniko, Hofner, klavir skoraj. Tako da sem doživel, da je prišel moj stric iz Mirna, Ivan, mož od tete Tončke, in da mi je eno leto kupil tista orlica. Pa pravite, da je bilo veselo? Je bilo veselo, ja, že ko se pripravljal ta praznik, 15. septembra so prihajali z vseh koncev krajev trgovci, vsi so predajali svoje blago. In vem, da to, mi smo imeli tam gostilno, veš, dobro. In smo gledali že dan poprej te vozove z gor, ki so vozili te vrnce, vrtače, vse, kar je bilo potreba za trgatev, so vozili že dan poprej. In seveda, ljudi je bilo groznih, vsi srečni, štanti droberji so bili levo in desno. Smo hodili, imamo fehta za sladoled, to je dala soda. Ma kje so bili štanti? Po vasi? Po glavni cesti. Ni bilo avto takrat, ne. Levo, desno so bili štanti posod. So škarje za trgatev, fovče. Ma tisti dan se ni delalo nič, ne? Tisti dan se ni delalo nič, je bil semenj. Je bil praznik. Tudi 10. nedelja se ni delalo. Je bila maša zjutraj ob 10. In ko je bila procesija, levo, desno so bili maji, ko so šli s procesijo. To je bilo vse veselo. Popoldan so vse gostilne delali, to se je balincalo takrat, kehljanje, vse. Mi smo imeli tam doma 2 zuka in kehlišče. To je bilo naroda, ki so gledali gor, pa ali so balincali, ali so gledali do ograje dol, kako se ta reč gre, ne. Ma te sem prišli tudi kakšni trgovci za vino, ne? Ja, tudi to so bili, vsi stalni tebe trgovci, ki so bili s Gorice dol, ne. Ja. Eni so bili tudi lastniki, ki si Primožič, da ve kako je, da je bil tudi lastnik, ki je imel klet gor na Hmajni, ne. Tista klet tam, ker je odpila naprej levo. To je bila klet, da so imeli vino noter, ne. Ma se spomnite tiste kleti? Ja, vse še zdaj. Še zdaj, ja? Ja, se spomnim, jaz se spomnim. Glavna razstava sejmišča ali pa predmetov se je začela pri Kovačetovi hiši na dvorišču med Janezovo hišo in Zidom, ko je zdaj. Pol je bil premor od tam, med cesto za Janezovim je bil premor in od ceste, ko gre zdaj proti šoli, je bil ta velik šotor ali pa bank, kjer je bilo razstavljeno to, ko sem rekel, od teh činčarij otroških, razne piščele, razne
razni betončki, razna reč, razni bombončki, ma nedostopno za nas mulce. Ne? Ni bilo tega. In tudi nekaj konfekcij je bilo, in kupenih konfekcij tam na konci bolj čevor proti Podhorcavi. Pol je bilo odmora malo vendar do Podhorcavih in pri Podhorcavih je bil nekje ena misa, majhna misa z eno formo, z enim kolan sira, je bil načat in en kos je bil urezan tam na kraju, ni bilo odjemalcev, da bi odjemavali, ker niso imeli s kom ali pa nismo imeli s kom si privoščiti tistega. No, in naprej je bilo tudi prvič, da se je videlo orenca za bendimo, ki se je bližala za grozdje, izdelana iz jelovine, iz smrekovega lasu, ker drugače smo imeli po večini orence za grozdje kostanjeve, narejene doma, ne. Pri nas so prišli s Črnega Vrha, ne, si se še eden živ. Še zmeraj živ, Ja. od takrat. Od takrat, 100 ja. let, kako je? Ja. In pole so pripeljali vrance, škafe, rabli in pole so pustili, nekaj so predali in kar je ostalo, so pustili pri nas, da za drugi dan, ki so peljali v Branik. Kar imajo z glave je bilo tisti dan, na 15, ne bo, ali je bil ponedeljek, ali je bil torek, ali karkoli je bil semen. In dopoldan so ljudje delali, ker je bilo vse hmečko, mislim, vsaki, kar je pač jemal, ne. In popoldan so prebolkli se, a smo šli vsi dol, ne. In ne je bilo lepo na otrok, nekaj. In ste kupili kaj, se spomnite? Smo, ja, pa smo skupili, jaz sem imela bi rada imela fovč, kaj za bendimo nismo imeli škarje, smo imeli fovčke. Tako da ga imam še zdaj, ima je v potoki. Nisem prinesla dol. In smo zmeraj kaj kupili, kaj takega, da je mene je imel kupil en, ki so bili italijanski vojaki, ne, je bil on oficir. Seveda, da sem se mu smilila, da ko sem občudavala tam, a mi je kupil vetrnico, ne. Vetrnico, jaz sem vesela, tečem domov, ne, da mi je kupil vetrnico. A tista vetrnica je imela barvasta, tista zeleno, rdeče in belo, ne. Ne, in tata mi je raztrgal zeleno proč, ne. Ni maral, pol jaz sem se jezila, ma sem mogla teči, ne. Kaj se spomnimo, da smo, Se troštali celo leto. ja, da bo semen, kaj nam bojo kupili, ne. In sladoled so imeli, da smo tekali samo za njim, ne. Nismo imeli nič sodov. Ja, Kaj ste kupili? ja. Kupila mama je vsakmu ene nogavice, da ne bo mraz za zimo. To je bilo vse. Koliko jih bo? Koliko jih bo, ne vem, ali nogavice ali koga spisala. Let. Koliko let bo? Ja, let bo dosti. Če čakam po 95, Ne 6.
Popravite se. Jaz sem tela zmanjšati, ne. Ja, vsoto. Ja, Pomladila bi se rada. tako, ja.
že v popoldansko, vesel dan na popoldansko uro, je prišel z želatetom. In je prišel en možakič, taki, prej bom rekel, nizka postava, moštafa je imel taka, da smo štrščala, eno belo jopo je imel malo bolj dolgo in je pripeljal na karjoli. Ta karjola je imela dve kolesi, eno osovino in na vsakem kraju osovine kolo, trdo kolo, tako kot pri vozovih, bolj veliko. In na sredi je bila ko ena kanta na sredi, na osovini po konci, ena kanta in iz tiste kante, ker je prišel če, v Dromberg se je ustavil nekje pri Paravih in mulo tisti, ki je imel 10 čentežmov ali 50 čentežmov, je bila že velika usoda denarje za mulca imati vršti. In za 10 čentežmov ali 20 si prašal, če ti je dal dželati. In takrat je on sahnul z eno lopatico, tisto, ko stržemo zid, preko barvamo, kaj se reče, špatol ali kako. No, s tisto lopatico je sahnul v eno posodo noter, v tisto kanto, ki sem rekel, da je po konci, in potanil na tisti lopatici malo dželatata in ga namazal na lončk, ki izgleda, da se ga že takrat delali, ko ga delajo danes. In namazal tako je del gor. Tako je mazal, tako da je dejansko okoli naredil lepo špiko kot piramidcu, da tisti dželati je izgledal visok, tako gor, dejansko je bilo znotraj, je bilo prazno, puhlo, in tisto je dal za 10 čentežmov ali 20, kaj jaz vem koliko je bilo. No, tisto za nas mulca je bilo največ, kar se je lahko dobilo ali pa kar smo lahko si prvošli. In kakšen boste sladoled? A je bilo dosti? Ojej, je bilo tako v tistih lončkah, ne lončka. Korneti. Ja, tako se žličko je stavil gor. Da je bilo visoko. Ja, Da je izgledalo več. ja. Se spomnim enkrat, kako je bilo, za hec, naš nono, ki je svoj sin, je padel, pravzaprav niti ni padel, obolel je pri vojakah, avstrijskih vojakah, in ko je prišel domov, je umrl. In nono je dobil mačka tistih par čentežmov, tista penzi in tako naprej. In tudi on, ki je bil sam že dopoldan, tebe sladoled, in to se prodaje že dopoldan. In naš nono je šel tudi sladoled kupiti za nas, za otroka, In seveda nono je bil star, hodil počasi, toplo je bilo, in tisti sladoled je držal tako v rokah, In tista reč na koncu mosta je Marija, Marija, je kričal, da naj pride hitro jeskati tisti sladoled. Tisti sladoled je bil že stopljen ves, tako da ni bilo nič od tega. Ne, tiskrat ni bil sladoled, veš. Dželati. Kako se naš tata, moj tata je jezel, ko smo rekli, da bi dželati. Kakšen dželati, kakšen dželati. Po italijanski ne, ni mu zadovoljno, da se reka, da je dželati. A kaj ste še kupili? Ja, še kaj? Malo se nas spomnim, da bi kaj kupavali. Več drugega. Kolača. Ja, kolače smo na Hradišči, ki so bili vinkosti. Vinkošti. Ja. To so bili tudi kolače? Tudi ima. Niste? Ne. Kdo je pridelal kolača? Je bila prav ena zošivlika, ena Kristina. Ko ste ji pravili? Kraljička. Mama je podložila kloči, tudi po dve, da smo imeli pol za semen paščančka, ki se ni kuhalo, ni kupilo umetne hrane, je bilo samo strščakova moka. Zdaj preko tisti paščančki, pitka zrasle, je bilo za semen. Ti dan je mogel biti.
je mogel biti peščanček. Seveda, tata je ko mi čakal, ti pa ni bilo, kakšenkrat je naredila kakšne ščukat, simfane, tako puhane, delala vencel, ki je dobro, ne, ščuka je ona, je rekel. Je bilo pa značilno za tisti čas, da je na Brdu pri Palonih imel že novo vino. In moški sem slišal, so rekli, so govorili, zdaj bomo šli pa k Danielu Palonenemu na novo vino, ki so mu rekli Fučovka, da je bila ena trta, da se je kličala Fučovka. Tu nisem nikoli prej slišal, ne pole, in tudi danes verjetno je slišiš. So rekli, na Fučovku, gremo na Fučovku k Danielu Palonenemu. In so šli še gor, da so pili novo vino za 15. septembra. Nazadnje so se vsi huščili ljudje, mislim, nekateri, da so šli k Pelcunovi in so imeli gostilno na Holaš. In tisto je bilo pika na i je, mislim, da je bilo nekaj posebnega. To je otroška zgodba, ne. Se pa vsa gostilna dela, proti Bokerinovi v službi, ne. Koliko gostiln je bilo? 5. Ja. Je bilo to pri pokopališču, je bilo v Drahi, je bila Polemora, dosti gostiln je bilo, do Polemoro, potem je bil Unej tudi spedi, Pelcunov, tako da je bilo še kar gostiln. Pelcunovi in do Polemoro, je bilo tisto vse skupaj drevi, so bili lastniki tega, ne. Do Polemorata. In smo imeli, res je bili tiskati drobeškovci, so neverjetno bili napredni. Ker imamo Pahor imamo Pekardo, imamo vse. 36. leta je bila črpalka pri Pahori, tista Benzinska, ja. na 5 litrov, ne, je bilo. Ja, so bili napredni ljudje. Že v prejšnjem stoletju, 18. stoletju, so imeli društva, vsa društva, Sokola, Orla, čebelarska društva, pevska društva, vse so imeli Drobeškovci. Zelo napredni so bili, proti zdaj. Za trgatov, ne, ker zdaj doba trgatov. Nisi smo ti trgati grozne trgatov, preden nisa občina dala. Je bilo pred cirkom, tam Droberge je bil Franc Banat, in tam, kamor je oni Rafel tam, ki so bili ove, je stopil na stopnice, Franc Banat, in razglas, prvo povedal po italijanski in potem je povedal po slovenski. Tam gor je bil zele, je šel gor, kamor so stopnice, gor, tudi razglas, in hitro je povedal, zjutrašnjim dnem začenja trgatev. A pa jutrašnjim dnem začenja trgatev. Prej nisi smel trgati. Pa recimo, ker je bil ta čas, zdaj, ki si čakal trgatev, zunaj je bil gor, ne. Tebe, ki se imajo na kote, zemljišče, v torek začenja robota. In tebe, ki so bili s valami, tebe, ki niso imeli valov, so ročijo in pridete vsi in so mogli predvsi. Vsi so pomagali čistiti hrape in vse to. Se pravi, tisti torek pred Bandimu je bila robota. Ne pred Bandimu, lahko septembra mesta že, ne, tudi lahko nekaj časa prej. Je bila ta kraj robota, oni kraj robota, vse kraj, ne. Ja. Kako se spomnite pa praznovanje Marijinega imena v župniji, procesijo, kako se spomnite? Ja, je bilo še lepo, posebno, ker je bil oni gospod Vrtovc. Tiskrat je bilo prav na Viški, ne bo pijetje, ne bo vseeno. In se spomnite, da je bilo kakšno češčenje tudi? So bile določene ure, recimo
od te in te ure so bila dekleta, od te in te ure so bili moški, pol je žene, pa otroci. Zmeraj je bilo do molitve, do molitve. In pol je bila procesija. Je bilo res vse organizirano, no, mislim, a vsi so bili za to, da nobenemu ni bilo težko priti. Dvakrat v cerkev za hoditi, ne za se peljati kot zdaj. Ja, tiskrat veš, da smo bili veseli, da smo bolj na glas, ko smo upali. Pojeli. In še dosti ljudi je bilo pri princesi, tudi če je bila. Dosti ljudi. Ma še ni bila bendima. Dosti ljudi. Moških, žensk, anti še več moških kot žensk. Moja kosa je križavna, k mreže traveč. Moja dička je veljavna, k me poje, mene sreč. Mrzva, rozajsta kosa rana, riče to prava. Addio, Luca moja, od me mam i tak reč. Prav od jutra do večera se ne mam.